Jaz sem rojen 11.4.1935, ne. V vasi Gornjem Križu pri Žužemberku. V šolo sem hodil, ko sem bil 7 let star, sem hodil 5 kilometrov pa pol v šolo. No, takrat ni bilo prevozov. Peš, ne. No in res, pol leta prvi semester hodim, 42 leta, ne. Takrat ste bilo že nekaj Italijanov pri nas, ne. In kar naenkrat, to je bilo cirka pol semestra šolskega, v to jesen, kar naenkrat vdrejo Kruča, to je bilo 15 cirka Italijanov takrat, in Kruča partizanom vdrejo v Žužemberk, Italijani bežijo in potem ta prvo nam šola zažgejo, pa zdravstveni dom. Pa še tam nekaj pobijo, se jih še potrgi, vlačilne, ljudi, ne. Kdo je to požgal? Sami so požgali, ja. Pa ste vi to videli takrat? Seveda, A kaj veste, kakšen je bil motiv, zakaj so rekli, da bojo požgali? ja nič, brez motiva. Oni imajo način uničenja. Tako, kot so skozi delali, ne. To je njihova retorika. To je, preko, kako pravijo, revolucija, na bazi revolucija. Čim več krega med narodom, to je v svic. Drugač pa v Žužemberku so bili samo 5 komunistov, ki so to vodili, ne. Se pozna to. In to so potem konc 45. leta pa je ena invazija naredili to obranci, so videli, kam to gre, so tiste člane pobrali pa odpeljali neznano kam, ne. In mi 3 leta pa pol nismo nič v šolo hodili, ne. Ker vse požgano. Med vojno. Med vojno, ja. 45 leta smo šele začeli, ne, hoditi, ne. Pa še to ni bila šola, ker je bila požgana, dograjena. Smo v privatnih stavbah imeli šolo, ne. Ja. No, A ste vi rojeni na kmetiji? jaz sem na kmetiji rojen. Nas je bilo 9 otrok. In so vse brigade Cankarja, Kupčara, Šlandrojeva, so se okrog Žužemberka nahajala, kako bi napadla Žužemberk, ker Žužemberk se ve za belogardistčno gnezdo, ne. No in to so se nam za 6 glav živine požrli. Ljudje skrivali, krompir smo mogli pod kozovc zakopati, ker je bila zima, te niso še tisto požrli. 6 glav. Ena krava so pustili, se je sestra rodila, ker na prvici živi, se je bila 3 mesece stara, pa 7 otrok je bilo takrat. Še tista krava so požrli. In tista krava je bila toliko živa, dobro mleko je imela bela krava, tem kot laka, zelo na tiste domače prinesle. Ona je takoj spesljala, če to sem slišala. In nazadnje je tudi peslala, veste kako je. Pa iz gosta dol pride neki domobrancev in
prišli do prve hiše, prav zelo napadli, prav. Ne, nikar ne, ker bo cela vas gorela, ker bo vse islamo krito, ne. In dejansko se jim dali vedeti, da prihajajo do obranci, tist na pol kuhana krava, v koše stresli, šupa šla itak van, ne, juga, na pol stresli, pa bežali, tudi nazad, ne, je tista krava bezljala. Vam povem, to za nas tako opljačkate. In kje ljudje, ne vem, to je bilo grozno, ljudi ni bilo, moj oče je star cirka takrat 40 let, pa se je tudi bal, čeprav so komunisti kriz ne pride iz Ljubljane nazaj, ki je v preteki med vojno, ne. Takaj, da bi ga likvidirali, ne. A ste vi imeli kakšnega starejšega brata? Ja, 3 leta starejši, pa on se pa čist nič ne spomni. A ni zanimiv? Jaz imam malo to po očetu, veste. Ja. Pa še starejša sestra, še partizanem, ta starejša se je skrivala, da ne bo partizani vzeli. Je bila 28-letnica, ta druga je bila 30-letnica. So jo za vodiče vzeli, da je šla partizanem podkazati, ne. Sam zaradi zaščite, veš, da imajo pred sabo tarča, ne. Taka retorika sem imel, imajo to še ista retorika. Današnja A so bili to domači partizani? Ne, So od njeg prišli? so drugi partizani, so bili posod, pa so se nad Žužemberk pripravljali, kako pa je napadali, ne. Te napade so delali tako, ne, sam jim ni nikoli uspelo, ne, mislim priti, ne. In so med tem ta ruski avioni napadali, ki so bili to obranci not, ne. Partizani so itak pošli, ne. Oziroma Italijani, ne. No in potem je to se obračali, so začeli pa iz Belokrajine napadati pa, ki so se naš približali zahodnim državam. So pa iz Belokrajine pa Amerikanci začeli napadati pa iz tega otoka, iz Sredozemlja, no. Vse sem imel prav. Aerodrom to je na Visu, zdaj sem bil enkrat. Kakšno je pa bilo vzdušje med vojno v Žužemberku? Kako so se ljudje... Ljudje so se vsi v okolico v glavnem preselili, ne. Ki je bil 25, kad je bil pomontiran Žužemberk s posameznim avionom. In tako da smo imeli cerkev, sta ta glavna, ki je zdaj obnovljena, ne. Ja. So potem smo imeli v naši vasi 5 kilometrov pa Svetem križu je bila kot varna cerkev, da so iz Žužemberka hodili gor k maši, ne. Ja, tako da je to. Kdaj je bila cerkev požgana? To je bila požgana, ki so to obranci se umikali pol, ki so šli. So požgali cerkev, še prej so Faruš zažgal, še se hodil k maši tja, z mamo. In so, pa so Faruš prizažgali, so vse mize pa omare, se tako spomnim, kot moraš v cerkev prinesli, ker
so far zažgal. Sem imel na račun tega, da bolj fajn gorel, poleg so pa še cirko zažgal. So vse okolica izselili, sa slameno tam sil. Pa zažgal, ja. In so ti zvonovi si dol popadali, edin ta vek se ni razbol. Eden, ja, ti zvon, ja. In tako da. A je bil kdo od vaše družine vključen v kakšno enoto? Ste bili še otroci premladi, oče pa starejši? To oče starejši, mi pa mlajši. Ta sestra se je pa malo skrivala, ker je bila 28-letnica, ne. Da je ne pozil, ne. Je bilo pa tam drugač. Eden je bil tak komunist, ki je tudi ruske knjige bral. Pa je imel gor, smo imeli eno korco, sirance, pa vinograde. Pa so se z mojim očetom drugač kar dobro razumela, ne. Enkrat pa gre zdaj iz sirance, pa je rekel, ja, veš, Janez, tako bo, tle bo kolhozi, ti boš dal zemlja, jaz bom pa šef kolhoza, ne. To je dal pa zemlja. Kaj? Jaz sem od očeta dobil in svojim potomcem dal. Je mu pletenka pa na banko zad, je vrgel, ki potem se vse razbil. Od tega ni govoril, ni spregovoril besede z njim, s tem. Drugač pa vsi smo bili proti vsi. In so bili po Dobrancih, za starejši so se skrivali, kako po vojni. Smo se mogli, tudi moj oče se skrival po vojni, ker odkraj so se likvidirali. In so mi so delali velik slab, tam si s podganom, veliko manj delajo, ko ne čujejo, kot pa s ljudmi. A bi oče se mogel javiti po vojni? Seveda. In eni so se hodili, htimo prijaviti. Ja? So se skrivala. Moj oče pa ne. Kam so se hodili javiti? V Žužemberk, ne. So se hodili javiti po vojni, ne. In to, kakšen je tudi zmanjko, ne. Ja. Se je imel na pik, šel. Kaj to, slastni ljudje, kaj smo delali. Kaj pa je za vas pomenil konec vojne? Nič. Nič. Nič nismo imeli. Motike, nobene švali, ne bi orali. Ne bi obdelovali z motikom, smo obdelovali. Ja. So vam tudi po vojni pobrali kaj? Po vojni? Ja? Na kmetiji vaši, če so kaj pobrali? No, dobili smo pol po vojni, obvezno vdaja. Ja? Smo mogli dajati, ne. Tokle mesa, tokle žita, tokle tega. Ti, ko da so nas tako ščrpavali, to je bilo grozno. In da, kaj bi rekel še, enostavno sem bil pol delali, kosili smo vse na roke, 10 let strmulc, pa smo 12 smo šli kositi, da smo tiste živalca preživeli. Še celo 7 kilometrov smo delali, ker tle ni bilo obdelano, nismo imeli za živalke dati, smo 5 kilo na smuka smo hodili, so bili včas Nemci kočivski, pa topla reba smo hodili kositi. Jaz kot mulj sem mešal, ne. Pa smo pa furmana dobili, mi smo imeli volj doma, da so na furmani vozili ta seno, ne. No in potem.
Ste šolo po vojni nadaljevali? Po vojni sem šel kar v 5. razred. Aha. Tako smo bili pametni, veste. No, in potem sem 8 let naredil, nek so rekli, nižja gimnazija, da se bal, ne. Po partizanski logiki. Potem smo hodili v šolo, pa smo pozdravljali. Je rekla Tošica, za domovina, mi pa s Titom naprej. Moj bratan se je pa rekel, za domovina, s Titom nazaj. Sem mogel takoj starši originati, po šolo propeljati. No in hvala Bogu, da starejši brat je šel s sestri v Ljubljano, ne. Sem iz Arje učil 3 meseca, 3 leta se učil. Hvala. To se pravi, vi ste šli po šoli, osnovni ste šli potem na poklicno. Ja, Ste šli v smer ključavničarstva. ja. Kje pa je bila ta šola? To je bila pa v Šiški. Lesna je bila, tle pa Romunske cerkvi, pa druge obrti. Kar se tiče Kovinske, pa me kankrila po Šiški, v eni osnovni šoli, ne. In to se mi na tem pomočniški spet. Potem sem šel, se zaposlil pa pri elektromedicini. Ja, sem se tam, sem še malo prakse dobil o teh aparaturah. Smo popravljali sterilizatorje, avtoklave, vse to za sterilizacijo, ne. To ste takoj po končani šoli šli v to službo. Ja, pa sem šel pa v vojsko. Sem nazaj prišel, sem šel spet elektromedicini, oziroma po vojni sem šel pa za šoferja na poliklinika, ker je bila še samostojna poliklinika. Sem bil pa šofer tam. In od tam sem šel potem pa v Nemčijo. Sem pa enega prijatelja imel, Šušemerk starejši, Vegoc, tak, tudi premožni. Saj sem vse pobral, ne. Ker znal nemški govor pa francoski. To me je zlistil, da sem šel v Nemčijo tu. In potem se je nadaljeval. Kaj ste delali v Nemčiji? Ključavničarstvo, trejarija, razne hidravlične stvari. Kaj so pa pobijali to pri nas? Enkrat piš, že tam sni groba. Kakšnih iz vaše ožje družine pa ni bilo pomorjenih med ali pa po vojni? No, pomorjenih po vojni. Ali pa med vojno? Med vojno bilo. Seveda, so vsake hiše padal, od ene pa 2. V naši vasi 2, 4, 6, 8 jih je padlo. A se o vaški straži še kaj posebej spomnite v Žužemberku? Kdo jo je sestavljal, kdaj se je ustanovila, če je imela kakšne posebne boje? Komunisti so hodili, so jih pol morske vaške straže, zato so šli pa to obrancem, normalno. To je bil tisti napad. Ja, se to ne moreš verjeti. Kaj se je dogajalo? Glede okrog nas so se vse bande zbirale. In odkog na Hriču na samem, Ja. te so imeli pregled, te jih to ne. Potem niste bili v lahki situaciji, da ste bili tako na prepihu, da so se tudi ustavljali v vaš hiš. Kdo? Partizani. Normalno, se smo mogli kar vanjeti. So spali po hišah, pa kar narekovali, imam vse za to kle. Obsirju morate skuhati, ne. Pa so hodile ženske eno z drugo, da so dale, da so lahko skuhale pa tako. To je bilo grozno. Vi ste se mogli pa umakniti.
In vas je bilo verjetno strah. Normalno te. A pa je bilo kakšna bitke, se posebej spomnite med njimi, med partizani pa recimo domobranci, se spomnite kakšnih bitk? Seveda se spomnim. Vse so bili. Vse so bežali. Ene trikrat iz Vasiksa prišli domobranci. Se tudi neki padli, ne. Partizanov, ne. Ja, a Italijanov se tudi kaj spomnite? Kakšen pa je bil odnos do Italijanov? Italijani so pa tudi naše vas, Korspuh, racije delali, ne. Ja, Še naše vasi, ne. Se enega streljali, kak noj trosa na dnevi. Je pa v starih jugoslavskih hlačah, nas je bilo vse. Potem so prišli tudi tvojega, so še bajta zažgali. Iz naše vasi so videli pok, smo vsi bežali. Hosta, sem dva starejša človeka, niste mogli kamor iti, ne. Zdaj se jih posli primerno. Tako da, mi smo bežali gor, deleč, ona druga vasica nam otroka še mleka dali pa. Pa se jaz pa škanco, ne.